Spoštovane gledalke, dragi gledalci, pozdravljeni. Smo v postnem času, ko ga lahko primerjamo duhovnim vajam, v katerih se malo ustavimo in premislimo svoje življenje, ali smo na pravi poti ali nismo. Tako nekako, kakor pravi naš pesnik Župančič, predaj se vetrom, naj gre kamor hoče, naj srce se navriska in izjoče, vendar mornar, ko je najvišji dan, izmeri daljo in nebesno stran. Kajti velikokrat nas okoliščine, razni pritiski, ki jih doživljamo, speljejo od naših pravih smeri, od tistega, za kar smo se v življenju odločili in si izbrali za cilj svojega življenja. In v postnem času je pravšnji trenutek, da se ustavimo in izmerimo daljo in nebesno stran. Ampak, da lahko to naredimo, pa se moramo zopet priklicati v spomin in osvežiti našo zavest o tem, kaj pa so naši cilji, kaj pa so naši življenjski smotri, kaj je tisto, za kar je vredno in treba živeti. Vse te naše cilje, ali kratkoročne ali daljnoročne, lahko razvrstimo v dve veliki skupini. Na eno bi lahko nalepili napis ali naslov imeti, na drugo pa biti. Ljudje si prizadevamo za marsikaj, kar imamo. Seveda mislimo pri tem najprej na imetje, ker gre za isto besedo. Ampak ne samo imetje v smislu premoženja, tudi druge stvari v življenju imamo. Imamo recimo zdravje, imamo razne posesti, imamo dobro službo, imamo izobrazbo, imamo položaj in tako naprej. Veliko stvari v življenju imamo. Vendar to niso najbolj dragocene oziroma najbolj pomembne stvari. Zakaj ne? Zato, ker imajo eno veliko napako. Ta je v tem, da tisto, kar imam, lahko tudi izgubim. Izgubim, dostikrat celo proti svoji volji, ne morem nič pomagati. Izgubim ne samo imetje, če pride do gospodarske krize, izgubim tudi lahko zdravje, izgubim položaj, izgubim službo in podobne stvari. Zato je to tisto, na kar ne kaže zidati življenja, za kar česar ni dobro postavljati na prvo in zadnje mesto v življenju. Tako kot pravi tudi Jezus, ne nabirajte si zakladov na zemlji, kjer uničujeta mol in rja in kjer tatovi vlamljajo in kradejo. Nabirajte si zaklade v nebesih, kjer jih ne uničujeta ne mol, ne rja in kjer tatovi ne vlamljajo in ne kradejo. Namreč, to so tiste stvari, ki ne morejo propasti. In kaj je to, kar ne more propasti? To ni tisto, kar imam, ampak tisto, kar sem. Imamo seveda še ene stvari, ali pa ene zadeve, kjer beseda imeti ni najbolj pravilna, ni najbolj pravšnja. Namreč imeti prijatelje, imeti ženo, moža, otroke. Ko gre za medčloveške odnose, tam pravzaprav beseda imeti ni najbolj ustrezna. Ker tudi si prijateljev ne pridobim tako, kot si pridobim z nakupom ali z neko drugo nabavo, neko stvar, ampak prijatelja dobim, če sem sam takšen, da se me drugi želi za prijatelja. To se pravi, če sem takšen, da sem lahko
prijatelj drugega človeka. V medčloveških odnosih ne gre za imeti. Če pa gre za imeti, ko se recimo nekoga polastim ali se drugi polašča mene, se me prisvaja, potem je pa to seveda najkrajša pot, da je tega prijateljstva hitro konec. Že torej prijateljstvo nas opozarja na to, da ni imetje in to, kar se ima, najpomembnejše v življenju, ampak da je najpomembnejše tisto, kar sem. Preden se lotimo razmišljanja o tem, kaj se pravi nekaj biti, je še ena stvar, ki je zelo nevarna, je še eno imetje, ki nas lahko zelo ogroža. To je imetje samega sebe. Namreč moj jaz, moj ego, kot rečemo. Gre za to, da smo ljudje sebični. In če ta sebičnost v nas tako prevlada, da vidimo samo sebe in da na druge gledamo samo skozi to, kako bo to meni koristilo, ker sem pač jaz najbolj imeniten, ker sem jaz najboljši, ker ni ničesar drugega, kar bi zaslužilo večjo pozornost kakor jaz, ker se morajo vsi drugi klanjati in vsi drugi umikati, potem je to neke vrste suženstvo samemu sebi, ki pomeni tudi propad samega sebe. Žal pa tega v svetu ni malo. To je tisto, kar potem povzroča brezbrižnost do drugih. Kaj me brigajo drugi, če pa glavno je, da se meni dobro godi, tako kako si jaz želim. Kaj me briga, če se bodo drugi okužili s koronavirusom, zboleli in mogoče celo umrli, važno je, da si lahko jaz privoščim to, kar je moja želja. V tej epidemiološki krizi smo lahko tolikokrat videli in slišali ljudi, ki so zahtevali, naj se ukrepi, katerih namen je bil varovati zdravje in življenje najbolj krhkih, najbolj ogroženih, najšibkejših, najbolj ranljivih ljudi, da se ti ukrepi odpravijo, zato ker pač njim to ni bilo po godu, ker je nasprotovalo njihovemu udobju, za druge jim pa ni bilo mar. In vsi taki ljudje postavljajo na prvo mesto svoj jaz, svoj ego in so mu pripravljeni žrtvovati tudi druge ljudi. Kako je to nesmiselno oziroma kako je to kratkovidno, Jezus sam opozarja, ko pravi, kdor hoče rešiti svoje življenje, v smislu rešiti na račun drugih, ta ga bo najprej izgubil. Kdor pa je pripravljen svoje življenje žrtvovati, se pravi ga izgubiti, prav za druge iz ljubezni, prav ta ga bo pa najbolj našel. To pa seveda ne pomeni, da smo lahko brezbrižni do sebe, predvsem pa ne do tega, kaj postajamo, kaj preko našega mišljenja, naših besed in naših dejanj nastaja iz nas. V kakega človeka se razvijamo, kakšen značaj, kakšno srce si oblikujemo, kdo smo, kako je z našim biti. To je temeljno, osnovno vprašanje, ker je tukaj glavni naš cilj. O tem ne samo, da se smemo spraševati, ampak mora to postati naša glavna skrb, naša prva odgovornost. Kajti, kot sem rekel, vse drugo je minljivo in nezanesljivo. Vse drugo lahko izgubimo. Svoje poštenosti, svoje plemenitosti, svoje pravičnosti, svoje resnicoljubnosti, skratka svojih kreposti, kot to imenujemo, pa ne moremo proti svoji volji izgubiti, izgubimo jih, če se jim sami žal odpovemo. Tukaj gre za tako imenovane kreposti. Kaj so to kreposti? Kreposti so notranje zmožnosti. To so naše moči, naše zmožnosti, naše sposobnosti, ki jih imamo, da v določenem trenutku prav reagiramo, prav naredimo, prav delamo.
To je, lahko rečemo, nekaj podobnega, kakor kondicija, ko gre za naše telesne sposobnosti. Športnik si mora pridobiti kondicijo in če je nima, ne more tekmovati in ne more dosegati nobenega uspeha. Mora z vajo samega sebe usposobiti, utrditi, izuriti, zato da lahko izpolni tiste norme in tiste stvari, ki se od njega pričakujejo. Nekaj podobnega je tudi z našo krepostjo. Recimo, vzemimo krepost resnicoljubnosti. Kdor ima to krepost, kdor je resnicoljuben, za njega se pravzaprav sploh ne zastavlja vprašanje, ali bo v nekem trenutku lagal, ali pa bo govoril resnico, ali bo koga z lažjo prevaral, ali pa mu bo povedal po resnici, kako stvari so. Ali pa recimo krepost poštenja. Zadnjič smo lahko brali, kako je neki človek našel na bankomatu 500 evrov, ker jih je tam pozabil nekdo, ki je bil pred njim na bankomatu. In ta človek je ta denar vzel in ga odnesel na policijo, zato da bi se poiskal pravi lastnik tega denarja. Se pravi, je bil pošten človek in njegovo poštenje mu sploh ni postavljalo vprašanja, ali naj naredi tako, ali pa naj ta denar da v svoj žep. Njegovo poštenje, njegova krepost poštenosti ga je obvarovala in mu pomagala, da je v pravem trenutku prav ravnal. In tako gre seveda za vse druge kreposti. To so tiste notranje zmožnosti, ki jih pridobimo podobno kot v drugih telesnih kondicijah, z vajo, s tem, da delamo dobra, plemenita, prava dejanja in postanejo to, lahko rečemo, naša druga narava. In tako se pridobijo kreposti in to je glavni namen in cilj našega življenja, da postanemo dobri ljudje, plemeniti ljudje. Ne samo, da delamo dobra dela, ampak da najprej dobri ljudje smo, kajti potem bodo dobra dela sledila sama, tako kakor pravi Jezus, da je pač treba najprej biti dobro drevo, da lahko prinašamo dobre sadove. In ko smo sedaj v tem postnem času, je to tisto, k čemu nas tudi postni čas vabi, da premislimo, ali smo res v svojem življenju vedno postavljali razvoj, moralni razvoj v krepostih za prvo življenjsko nalogo in kje smo, če v tem času izmirimo daljo in nebeško stran. Hvala lepa.